Lep dober dan z mojim imenom v imenu krajevne skupnosti Globoko. Dobrodošli na 11. tradicionalnem pohodu po mejah krajevne skupnosti Globoko. V veliko čast nam je, da ste se v tolikem številu zbrali in udeležili tega pohoda. Želim vam, da se danes počutite lepo, prijetno, izmenjate veliko stvari, ki jih imate. Tako da to je to. Pozdravil bi še med nami podžupanijo, gospod Mojco Florjanič, pa predsednico turističnega društva Tržišče. Ja, tako da to je z moje strani, imejte se lepo, dam pa še besedo predsednici turističnega društva. Dobar dan. Tudi strani turističnega društva Globoko zelo lepo pozdravljeni. Zelo nas veseli, da ste se v takem lepem številu danes zbrali tukaj. Očitno bo res en krasen dan. Kaj lahko rečem? Trasa nas bo peljala oziroma pot nas bo peljala po naši krajevni skupnosti. Verjamem, da vsi poznamo svoj domači kraj, ampak še vedno pa obstajajo kakšni skriti kotički, ki jih velja si obiskati. Namen današnjega pohoda je predvsem druženje, da se srečamo, da se izmenjamo kakšno lepo besedo, pa da se malo zrekreiramo. Na tem mestu tukaj res pozdravljam tudi goste, niso vsi iz naše krajevne skupnosti. Vidim, tukaj prihajajo iz Čemšenika, lepo pozdravljeni, pa iz turističnega društva Tržišče, gospod Milena Kles, predsednica turističnega društva, bo dobila tudi potem besedo. Pa vidim, da tudi iz okoliških krajev res nas veseli, da je glas v našem pohodu šel tudi malo preko meja krajevne skupnosti. Predvsem vas tu prosim, da, ker bomo en del hodili tudi po cesti, da se držimo pravil hoje po cesti, koliko so nas učilo šolja, po šolsko. Malo bomo pazljivi en na drugega, če bi kdo kakršnekoli težave imel, naj nas ustavi, bomo poskrbeli, imamo tudi spremljevalno ekipo tukaj, če bi karkoli prišlo na skriž, pa verjamem, da ne bo. Na poti bomo imeli tudi postanke, ki bodo namenjeni okrepčilu, tako tekočemu kot, bom rekla, bolj v sladki obliki. No, na tem mestu moram pa se zahvaliti našemu sponzorju. Zjutraj ste dobili eno tako tekoče poživilo v obliki viljamovke in pa krhljev, pa tudi današnja malica v obliki jabolk je strani našega lokalnega proizvajalca, to je podjetje Vilja Vojko Šušteršič, kar se mu res zahvaljujemo za sponzorstvo. Vas vse pa res danes vabim, da se imate lepo, da uživate in da res maksimalno izkoristite dan. Vrnemo se nazaj, tu je naš končni cilj potem, kjer sledi tudi malica, tako da na koncu lahko še kakšno rečemo. Zdaj pa vabim k besedi še gospod Mileno Knes. Milena, pridi. Dobar dan. Najprej hvala lepa krajevni skupnosti oziroma predsedniku in pa predsednici turističnega društva za povabilo. Seveda se z veseljem odzovemo. Jaz imam tole kar takole, da dam iz rok, da ne bom težko nosila. Ena večkana pozornost, pa še ena za našega prijatelja Janko, takaj pa zaslužim, da smo tudi z Dolenske tukaj. Tako da, Janko. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v imenu turističnega društva Tržišče. Prihajamo iz občine Sevnica in že kar takoj naj vas povabim 9. maja na naš tradicionalni pohod Azaleja, vrhek, to je zaščitena rastlina, ki cveti v tem obdobju in letos bomo imeli že 20. zaporedni pohod, na kar smo tako posebej ponosni in tako da se bomo potrudili, da se bojo vsi pohodniki počutili super. Pridite, vzamite si čas, verjamem, da bo lepo, danes pa tudi vreme ste zrihtali, dobro voljo tudi, pa s seboj smo jo tudi prinesli. Tako da srečno vsem, pa še enkrat hvala za povabilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sam še tehnično obvestilo, spredaj bodo hodili, Ati,
z jopičem. Torej, oranžni, rumeni jopiči spredaj, pa oranžni, rumeni jopiči zadaj, tako da hodimo v skupini. Malo se orientirajte tudi po teh jopičih. Tako da jaz pa predlagam zdaj, da lahko štartamo. Letos je na sporedu že 11. tradicionalni pohod po mejah krajevne skupnosti. Tokrat smo si izbrali pohod del Piršenbrega in potem ravninski del našega poplavnega gozda Dobrave in potem nazaj mimo Gabrnice po učni poti do doma krajevne skupnosti, kjer smo tudi začeli in tam končujemo v takem prijetnem druženju. Torej, ni to odmevno samo v vašem kraju, ampak imate goste tudi od nekoliko dalj. Kako je prišlo do povezovanja? Do povezovanja prihaja že kar nekaj let, torej turistična društva med sabo imamo željo po povezovanju, po druženju, se obiskujemo, si izmenjujemo informacije, tako da se radi podpremo tudi na naših naših dogodkih. Tako da letos imamo obisk turističnega društva Tržišče. Prišli so tudi, iz drugih turističnih društev, tudi iz Čemšenika in ostalih krajev, tako da očitno je naš pohod segel tudi izven meja krajevne skupnosti, kar nas letos zelo veseli. Namreč izbralo se nas je kar 80 na tak prazničen velikonočni ponedeljek, je to zelo lepo število. Seveda pa zraven pohoda ste aktivni tudi drugače, morda bi že sedaj lahko izpostavili nekatere vaše vidnejše akcije, ki vas čakajo v tem letu. Tako v aprilu oziroma mesecu maju se pripravljamo na spremembo videza zelenice pred krajevno skupnostjo. Želimo konkretno zasaditi, spremeniti naš videz, da bo nekako se v tem smislu povezujemo potem tudi z urejenostjo osnovne šole Globoko. Potem imamo v septembru nas čaka zopet kulinarični dogodek, to je naš tradicionalni dogodek. Oktobra sledi izlet, torej strokovna ekskurzija turističnega društva. Potem pa v decembru okrašujemo našo krajevno skupnost in v ta namen tudi letos že tretje tradicionalno srečanje in prižig lučk s takim prijetnim prednovoletnim druženjem. Dobro sodelujete tako s krajevno skupnostjo, danes ste imeli tudi enega pokrovitelja, morda še s kom drugim, z drugimi društvi, osnovna šola in podobno. Redno sodelujemo z osnovno šolo Globoko, tako smo tudi skupaj sodelovali na čistilni akciji v marcu. Absolutno smo veseli vsakega pokrovitelja. Letos nam je stopilo nasproti podjetje Vilja s svojim sadnim prispevkom, za kar se mu zelo zahvaljujemo. Želimo si, da bi bilo teh pokroviteljev, mogoče teh sponzorjev še več v prihodnje, ker vsak dogodek je dogodek, ki ni samo na bazi turističnega društva, ampak povezuje krajane celotne krajevne skupnosti Globoko. Zato smo zelo veseli, da se nam priključi še kdo s takšnim prispevkom. Tako v marcu smo imeli čistilno akcijo, ki sovpada z vseslovensko čistilno akcijo. Udeležilo se nas je okoli 20 tistih zavednih, ki se zavedamo, da nam za našo krajevno skupnost ni vseeno. Predvsem smo največ dela imeli o prometnih vpadnicah. Žal ugotavljamo, da je vsako leto stanje z onesnaženostjo ob teh vpadnicah oziroma glavnih prometnicah vedno večje. Vedno večje težave so z odvrženimi odpadki. Dela smo imeli zelo veliko, smeti se je nabralo zelo veliko. Na tem mestu se moram zahvaliti vsem udeležencem te čistilne akcije. Hkrati pa apeliram na vse uporabnike naše narave, da poskušamo biti ozaveščeni
da papirček, ki ga imamo s sabo, ne odvržemo ob cesto ali pa v gozd ali pa v naravo, ampak ga spravimo v bližnji koš.